Živijo sem in pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Za danes sem se odločila narediti tale izziv, ki vidite iz naslova, kjer sem zmešala vse svoje tekoče podlage, ki jih premore moja zbirka ličil oziroma kolekcija. In ker jih imam kar nekaj, glede na to, da delam na strankah in pa da tudi sama rada preizkušam nove tekoče podlage, boste videli, kako se vse skupaj obnese na mojem obrazu oziroma kakšna barva, kakšen odtenek, kakšna tekstura pride iz celotnih teh tekočih podlag zmešanih skupaj. Kdor me pozna, ve, da ful rada že sama po sebi mešam tekoče podlage med sabo. Jaz redko kdaj na sebi uporabim manj kot 2 podlage, se pravi, vedno zmešam vsaj 2 podlagi skupaj. Trenutno uporabljam od Estée Lauder in pa od Meka. In ja, pač to rada delam, tako mi ustreza, tako dobim v bistvu perfekt odtenek zase in pa tekočo podlago, ki je dovolj prekrivna in pa ima lep finiš. Tako da to meni ni nič tujega, sem pa hotela sprobati ta izziv, ker sem ga videla na YouTubeu, da krož predvsem po Ameriki. Zdaj jaz za Slovenijo še nisem videla, da bi kakšna punca naredila, ampak če ste pa vi kje zasledili, dajte mi v spodaj v komentarjih pustiti linke do slovenskih youtuberk, ki so že naredile ta izziv, ker me ful zanima, kako se je njim vse to obneslo. Zdaj pa, da ne bom dolgo vezla, gremo hitro v video, da boste videli, kako se je vse skupaj šlo. Prvi korak pri temu izzivu je seveda mešanje tekočih podlag skupaj. Zdaj jaz sem na internetu oziroma na YouTubeu opazila, da punce več ali manj mešajo tekoče podlage, ki jim odgovarjajo. To se pravi ali po odtenkih, ali po teksturi, po obstojnosti, po čemerkoli, ampak da bom še majčkeno otežila celoten izziv, sem se odločila, da bom jaz zmešala vse svoje tekoče podlage, ne glede na to, a so mi kul ali mi niso. Tudi tiste, ki jih ne maram in mi samo načeloma stojijo v predalu, razen seveda kremnih oziroma podlag v stiku. Zato sem se odločila, da jih pač spustim, zato ker je majčkeno oteženo delo, kako jih ven vzeti in lepo zmešati z ostalimi tekočimi. Tako da gremo zdaj najprej na mešanje podlage, potem se pa vrnemo nazaj, da začnemo z nanosom. Zdaj ste videli, kako sem zmešala vse tekoče podlage skupaj. Nekaj jih pa imam, no. Jaz moram povedati, da pač imam toliko veliko tekočih podlag, predvsem zaradi tega, ker delam s strankami in sem vključila vse odtenke, vse tekoče podlage, ne glede na to, a jih uporabljam samo zase, a jih uporabljam na strankah, kakorkoli. Uporabila sem tudi vse možne odtenke, od mojih zimskih ful svetlih do mojih poletnih ful temnih. Tako da neka mešanica je zdaj ratala, jo imam tukaj zraven sebe in bomo videli, kako bo to vse skupaj na obrazu izpadalo. Še preden pa začnem z nanosom tekoče podlage, bom pa jaz uporabila tole mojo dnevno kremo, tale je od Murada Skin Perfecting Lotion in jo bom pač nanesla po celotnem obrazu. Kar se primerja tiče, ga danes izjemoma ne bom uporabila, zaradi tega, ker me zanima, kako se bo ta mešanica tekočih podlag obnesla na mojem obrazu brez primerja. Tako da, tukaj imam pripravljeno tole mojo mešanico. Ali mi bo ful v redu odtenek, ali bo pa majčkeno preveč nevtralen pa temen. Tako da bomo videli. Vse skupaj bom nanašala z gobico, tako da gremo na nanos. Takole zdaj izgleda ta mešanica tekočih podlag na moji koži. Mogoče na kameri izpade precej v redu odtenek. Jaz v živo, ko se pogledam, moram reči, da je, kakor sem predvidevala, majčkeno preveč nevtralen za moj podton kože.
Mečkam bolj rumenkast bi mogel biti, da bi se mi totalno ujemal pač z vratom in dekoltejem, ampak ni panike, bomo vse skupaj probali popraviti z korektorjem in pa pač pudrom v prahu oziroma v kamnu. Tako da ja, no, kar se pa ostalega tiče, se mi pa zdi prekrivnost ful v redu, kar me niti ne preseneča, ker sem itak fenica polno prekrivnih podlag, tako da tudi kadar kupujem tekoče podlage zase oziroma za svoje stranke, se pač bolj nagibam k temu, da so polno prekrivne oziroma vsaj srednje do polno prekrivne. Tistih lahko prekrivnih jaz niti ne kupujem, mogoče imam eno ali pa mogoče dve v svoji zbirki. Kar se pa finiša tiče tele mešanice na moji koži, bom pa tako rekla, večkam bolj je svež glowy look, kar me sicer ne mot, ker jaz to itak lahko pol popravim z suhim pudrom v prahu oziroma v kamnu, pač zamatiram, tako da to ni panike. Me pa preseneča, ker v veliki večini uporabljam pudre, ki se posušijo v bolj mat videz, kakor v ta svež glowy. Tako da jaz mislim, da je zato predvsem kriv tale Dermacol puder, ki ga sicer nikoli ne uporabljam, ker je too much masten. To dejansko olje teče ven iz tubice in sploh ne vem v bistvu, zakaj ga še držim v predalu. Ne vem, mogoče, če bo kdaj kakšna stranka prišla, ki bo rabila prekrivanje tetovaže ali pa nekaj, ajde v redu, ampak prav za vsak dan zanositi, pa to res ni puder, ki bi ga jaz recimo dajala na svojo kožo ali pa na kožo na obrazu pač za kjerokoli mojo stranko. To je za zdaj to, jaz se grem zdaj hiter namazati do konca za čez dan, pač make-up bom dokončala in bomo videli čez približno pol urce, ko bom konc z make-upom, kako vse skupaj izgleda, pa vas bom pa tekom dneva obveščala, kako se ta tekoča podlaga oziroma mešanica obnaša na moji koži, glede na to, da sem jo nanesla brez primerja in pa da je ful enih različnih tekočih podlag zmešanih v eno. Gremo zdaj na dokončanje make-upa. Evo, jaz sem zdaj končala z nanosom preostalega make-upa. Tekočo podlago oziroma to mešanico imam zdaj že ene dobre pol urce gor, tako da zdaj se že vidi približno kakšen je odtenk, če je kaj oksidiral in tako naprej. In mogoče na kameri spet ne zgleda toliko grozen oziroma toliko mimo odtenk, ampak v živo je tole čist preveč neutralno in na meni pride too much bež barva. Za moje pojme bi mogli biti mečkam bolj rumenkasto, da bi se mi skladali pač z vratom in dekoltejem, ampak ok, ni panike, bomo pač danes mečkam potrpeli, zaradi tega, ker me res zanima, kako se bo podlaga obnesla. Zaenkrat zgleda vse cool, okoli nosa ni nobenih problemov, po čelu, tele nepravilnosti, ki sem imela tukile pa tukile dva mozolčka, sta še vedno prekrita. Me pa zanima, kako se bo podlaga oziroma ta mešanica obnašala skozi dan, tako da pač boste šli z mano oziroma se vam bom javila enkrat ali pa dvakrat v dnevu in seveda pol na konc naredila en zaključek. In ja, no, to je to. Jaz grem zdaj po opravkih, zrihtek če par strank in urediti ene par zadevc in se vidimo kmalu nazaj. Čau! Evo prvo javljanje, kako se obnaša tale podlaga. Zaenkrat je kar lepa, jaz ne vem, po moje, če vidite, no, zdaj tle okoli nosu se je mečkan, tlele vidite, se je mečkan, kako bi temu rekla, kako se po slovensko reče, da se podlaga skejka? Tako nabere se v maskasto teksturo, no, ali kako ne rečem, pač grdo zgleda. Tako da to je tle okoli nosu, to si bom zdaj šla popraviti. Ostalo pa zgleda kar lepo, no, tako moram reči. Se pa vedno bolj pozna razlika med tekočo podlago in pa mojim vratom in dekoltejem. Imam srečo, da je zunaj dosti mrzlo, da lahko hodim okoli zavita v šal in v moj plašč, zaradi tega, da folk ne opaz, koliko je razlika med dejansko mojo poltjo in pa podlago. Ampak okej. Vse za YouTube. Zdaj grem še ene par zadev zrihtati in se vam javam nazaj čez ene 2-3 urce, kaj tazga. Se vidimo. Evo, drugo in zadnje javljanje za danes, ker če hočem urediti in objaviti še danes ta video, bom mogla mečkam skrajšati celotno testiranje obstojnosti, ampak ni panike. Podlago imam trenutno zdaj le gor ene 5-6 urc, kaj tazga in
Še enkrat bom rekla, ne zgleda slabo, tudi v živo ne, razen odtenk. Odtenk je totalno napačen, mečkam bolj bi lahko bil rumenkast. Evo, to je to za ta video, jaz upam, da ste uživali ob gledanju in pa, da vam je bil moj mini poskus oziroma izziv všeč. Če boste slučajno delali to tudi sami, dajte mi v komentarjih spodaj sporočiti, kako se je vam obnesel, koliko podlag ste skupaj zmešali. Jaz, kakor pravim, jih imam dost, ampak še zdaleč ne toliko veliko, kakor nekatere youtuberke, recimo iz Amerike. Najdla sem en posnetek, kjer je ženska zmešala 200 tekočih podlag in jih pol nanesla nase. Mislim, da je mešala vse skupaj 1,5 ure. Se pravi, da je vsako podlago stisnila v posodico in na koncu vse skupaj zmešala in rabila 1,5 ure. Hvala Bogu, mene ni toliko dolg vzel, ker jih nimam toliko, ampak si pa predstavljam, da bi bilo to še bolj zanimivo. Ko bom mogoče imela še kakšen puder več, ponovim ta izziv, da vidim, kako se bo barva in pa odtenk mogoče bolj ali manj skladal z mojo poltjo. Hvala, da ste bili z mano, ne pozabite se naročiti na moj kanal, da boste prvi obveščeni o tem, kdaj pride nov video gor in se vidimo naslednjič. Ciao!